Kamniškem parku Evropa je popoldne kljub dežju potekala osrednja občinska proslava ob dnevu upora proti okupatorju. Poleg kamniške podžupanje magistre Julijane Bizjak Mlakar, ki je v uvodu pozdravila navzoče, je bil osrednji govornik, akademik in pesnik Ciril Zlobec. Po proslavi, ki je bila pretežno kulturno obarvana, je podžupanja skupaj z kamniškim predsednikom Združenja borcev za vrednote NOB Matevžem Koširjem položila venec k spomeniku revolucije. Pa si poglejmo nekaj utrinkov in podarkov s prireditve. Živi najsi narodi, ki hrepeni dočaka dan. Partizansko obdobje v mojem življenju, pestrem, težkem, radostnem, eno najsvetlejših obdobij. Zakaj? Takrat je poštenost, tovarištvo, zvestoba bilo tudi problem individualne človeške časti. Sam sem nosil smrtno ranjenega 3 km daleč ob stalnem zasledovanju nemške patrulje, samo da ne bi kot truplo padel v roke sovražnikov. Tudi če sem tvegal 90% lastno življenje, ampak čast partizanska je bila naše vodilo. Sicer pa ne bi bilo toliko ljudskega navdušenja, toliko podpore, da smo lahko toliko časa vztrajali in dosegli, kar smo dosegli. Jaz sem še posebej občutljiv in ponosen, da je narodno-osamosvojitveni boj pri Boru, tej ubogi, takrat ubogi Dravski banovini, Primorsko, in da smo vsi skupaj bili republika in da smo zdaj tudi država. Gospa podžupanja je omenila, da ob vstopu v Evropsko skupnost nismo pričakovali med drugim brezposelnosti, nizkega praga dohodka, revščine in ne ve še česa. Toda žal hudo je, da je problem še mnogo bolj zapleten, da ni samo to posledica nesposobnih politikov, pokvarjenih politikov, tajkunov, kot pravimo, mafico ali kakorkoli že imenujemo, ampak da je pogojeno ali pa vsaj omogočeno to, kar je, tudi zaradi civilizacije same. Civilizacija, ki jo mi doživljamo, od, če smem tako reči, od bicikla do vesoljnih plovil, nam je prinesla neizmerne ugodnosti za lažje življenje. Toda vsaka novost tehnološka pomeni sama po sebi večjo izpopolnitev, večjo modernizacijo in kot posledico izločenje človeka od možnosti zagotovljenega delovnega mesta. Še zmerom same zase mislimo, kako bi drugače mislečega z druge strani, z druge stranke osramotili, onemogočili, prizadeli. Skratka, ta slovenska podedovana nagnjenost, ki jaz jo imenujem kar genska bolezen, je predvsem tem, da veliko več energije trošimo v tem, da druge skušamo spraviti to dobro ime ob interes ali karkoli, kot da bi sami prispevali nekaj pozitivnega, kar bi nam in drugim, tudi našim nasprotnikom, koristilo. Ako bi se utrudil bi, po učebniku
med rože na sonce in moja